Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Na tiskovni konferenciji so predstavili evangeličanski koledar za leto 2026. Denarna spodbuda v občini Središče ob Dravi. V sopoški bolnišnici niso zabeležili hujših poškodb. V deželi ob Muri že dolgo ni bilo takšne količine snega. Pregled oddaj Med nama v letu 2025. Vreme jutri bo jasno z zelo hladnim jutrom. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ob spremljanju Pomurskega dnevnika. Slovenska evangeličanska cerkev Augsburške veroizpovedi na Slovenskem in Zavod Primoža Trubarja Murska Sobota sta predstavila koledar za leto 2026. Na tiskovni konferenci v prostorih Evangeličanske cerkve v Sloveniji so predstavili evangeličanski koledar za navadno leto 2026, ki je letna publikacija Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi na Slovenskem. V koledarju so strnjeni vtisi, dogodki in razmišljanja. Prispevki obveščajo, seznanjajo in poučujejo. Kot je nekako že ustaljeno, je publikacija razdeljena na 3 dele. Prvi del, tako imenovani prvi del, je koledarski del z duhovnimi razmišljanji duhovnic in duhovnikov, torej 12 razmišljanj, 12 mesecev. Potem imamo kronike, začenši s Škofovo kroniko in inšpektorjevim prispevkom. Sledijo kronike naših cerkvenih občin, 16, zatem so še potem kronike organizacij cerkve. Med drugim lahko preberemo o delu prekmurskih reformatorjev v 16. in 17. stoletju, ki sta zaznamovali Ogrsko in Prekmurje. Aktualni koledar nosi naslov Glej, vse delam novo. Letošnje vodilo je Glej, vse delam novo. To v moji poslanici oziroma takoj na začetku nisem želel poudariti, da je potrebno vse narediti na novo, temveč to so neke tihe besede, tiha moč in obljuba, ki jo je Bog dal vsem ljudem. Bog namreč ni obupal nad ljudmi, nad našim časom, nad svetom, ampak on tiho obljublja zmeraj njegovo prisotnost. Zato sem se tudi želel v tej poslanici in v tem razmišljanju duhovnem ravno nasloniti na to, da želimo poudariti to, da nikoli v življenju nismo sami. Evangeličanski koledar je za nas izjemnega pomena, tako kot je gospa Seder že predstavila. Tukaj se prepleta ne samo prazniki in datumi, ampak tukaj se prepleta tudi naša zgodovina, tudi poudarek na tem, na čem mi temeljimo. Vsako leto s tem želimo nekaj nadgraditi, nekaj dopolniti v evangeličanskem koledarju. Zagotovo pa evangeličanski koledar ima tudi eno tako krasno simboliko zmeraj z naslovnico, o kateri bomo slišali malce več, ampak niti umetnosti nobene nočemo s tem izpustiti. Likovna dela, ki so v evangeličanskem koledarju, so dela, ki so nastala na 31. slikarski koloniji Primoža Trubarja v Moravskih Toplicah. Vsega začetka spremljam pravzaprav nastanek in razvoj te izredno izjemne pravzaprav slovenske sodobne likovne umetnosti, neenake likovne kolonije, da je cerkev, da je ustanova Primož Trubar, zavod, ustanovitelj in podpornik tovrstnih likovnih srečanj, kjer pravzaprav se srečajo ljudje, ki prihajajo ne samo iz tega ožjega prekmurskega ali slovenskega ali celo srednjeevropskega prostora, pravzaprav se srečajo v Moravskih Toplicah, v lepem ambientu sakralne umetnosti, evangeličanske cerkve, kjer potem v tednu dni poskušajo nekako ujeti tisti
duhovni utrip svojega okolja. Naslovnico za koledar je prispeval akademski slikar Igor Banfi. Delo nosi pomenljiv naslov Vrnitev sinov. V občini Središče ob Dravi že skoraj 20 let podeljujejo denarno pomoč ob rojstvu otrok, z letom 2026 pa bodo med prvimi občinami v državi poleg pomoči ob vpisu v vrtec podeljevali denarno pomoč tudi ob vstopu otroka v prvi razred osnovne šole. S tem želijo zaustaviti trend izseljevanja iz občine in zmanjševanja števila prebivalcev ter pomagati mladim družinam oziroma spodbuditi druge, da bi se priselili v občino. Prispevek Miše Zečevič. V zimski idili nas je na dvorišču vrtca Navihanček v občini Središče ob Dravi pozdravilo čebljanje nasmejanih otrok. Idilična podoba, ki obljublja svetlo prihodnost, je zaradi negativnih demografskih kazalnikov na podeželju ogrožena. Zato v občini Središče ob Dravi skušajo z denarnimi spodbudami izboljšati trend, ki je značilen za vso Slovenijo. Damo ob rojstvu otrok 300 evrov, prvega otroka, drugega otroka 400 in pa tretjega 500. V primeru dvojčkov se ta poveča za 20%. Letos pa smo se odločili glede na stanje, kakšno je v občini, to pomeni negativni prirast, da tudi pomagamo ob vpisu v vrtec z 100 evri in pa ob vpisu v novo šolsko leto z 150 evri. Vemo, ko so stroški za šolske potrebščine grejo v nebo in z eno minimalno oziroma denarno pomočjo hočemo iti staršem nasproti. Upad rodnosti, staranje prebivalstva, odseljevanje mladih in pomanjkanje delovne sile so težave, ki najbolj prizadenejo podeželje oziroma manjše odročne kraje. Zato je po županovih besedah spodbuda nujna. Ena oblika spodbude, da se tudi tem našim občanom in pa drugim, katerim bi radi, da bi prišli v našo občino, damo eno nagrado oziroma spodbudo, da se odločijo, da bi živeli v naši občini Središče ob Dravi. V vrtec je v tem šolskem letu vpisanih 67 otrok, osnovno šolo pa obiskuje 148 učencev. Trend v tem letu je vrtcev nekoliko višji, kot je bil lani, ampak na daljše obdobje pa opažamo, da je trend v upadanju, enako tudi v šoli, ker je število rojstev upada in posledično je tudi vpisov manj. S kadrom v šoli in vrtcu zaenkrat nimajo težav, je pa vsaka spodbuda dobrodošla. Ja, lepo. Dobra odločitev, jaz mislim, podpiram vsako odločitev, ki bo olajšala staršem stroške pri nakupu potrebščin za šolo, stvari, ki jih otroci za vrtec rabijo, pa mogoče tudi koga spodbudila, da vpiše otroka v vrtec malo prej kot sicer. Poleg nakupa šolskih potrebščin nekaterim staršem stisko povzročajo tudi drugi stroški, kot so na primer izleti in drugo. Zagotovo stiske so pri nekaterih starših in jim tudi poskušamo pomagati na različne načine, tudi s pomočjo sredstev iz šolskega sklada, ki ga imamo. Odločba je začela veljati s 1. januarjem letos, občani pa spodbudo pozdravljajo. Presenečeni oziroma mislim, da smo edina občina, v kateri smo se za to odločili. Upam, da je dobro sprejeto in pa da bomo probali ta negativni trend obrniti v pozitivni trend. Prvi učinki nove spodbude bodo tako vidni septembra ob ponovnem vpisu otrok v šolo in vrtec, tisti dolgoročnejši pa na vrtčevskih in šolskih dvoriščih čez nekaj let. Najprej so bili božično-novoletni prazniki obarvani s pirotehniko, zdaj pa imamo sneg, kot ga že dolgo ni bilo. Koliko je poškodb in kakšne, predvsem kakšne, smo želeli izvedeti, zato je v naši družbi dr. Arpad Norčič, specialist kirurgije, splošne kirurgije in seveda specialist travmatologije. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako je bilo v splošni bolnišnici Murska Sobota s pirotehniko? Včasih imamo malce hujše poškodbe, drugič pa spet malo manj. Torej, letos s pirotehniko ni bilo poškodb. Tako da smo, kar se tega tiče, imeli mi srečo in seveda tudi ljudje. Tako je to bilo v redu. Pa tudi sicer lahko rečeva, da je Silvester oziroma novo leto minilo brez večjih poškodb, razen tisto, kar je včasih čisto normalno. Tako, nekih odstopanj hujših ni bilo, čisto neka, običajne, narekovajo rečeno, poškodbe.
In kaj so običajne poškodbe? Torej, običajne poškodbe, zlomi gležnja pri zdrsih, največ je zlomov kolka pri starostnikih, zlomi zapestja in pa razne udarnine, zvini in tako naprej. V tem času, ko imamo snega in seveda ledu, kot ga že dolgo nismo imeli, pa je verjetno približno podobno. Ljudje pravzaprav nismo več vajeni snega in ledu. Ja, verjetno je tudi to. In pač smo vajeni teh vsakodnevnih opravil, katere pač moramo opraviti po nekih pridobljenih vzorcih. In včasih bi mogoče bilo boljše ostati doma. Ali pa iti po malce varnejših poteh. Točno to. Doktor Arpad Norčič, lahko rečeva, da smo malce vratolomni v tem času, ko se morda malce preveč ihtavo celo veselimo snega. Ja, sneg je vsekakor lep, pa pravi letni čas je za to, ampak vseeno pazljivost je pa prva. In kako zdravite te poškodbe? Rekli ste, da je pri starostnikih zlomov kolka malce več, to je relativno težavn zlom. Torej, to je huda poškodba, sploh za starostnika, ki ima še pridružene bolezni, zdravijo se operativno, se pravi, zato je potrebna takšna ali drugačna narkoza, potem ali se enostavno zavijači kolk ali se vstavi umetni kolk, to je odvisno od tipa zloma. Rehabilitacija različno dolga, odvisno tudi od kondicije samega poškodovanca, tako da je pa vsekakor to za starostnika hud stres. Sicer noben zlom ni nekaj nedolžnega, vsak zlom je recimo temu preveč, ampak izogniti se jim ne moremo. In z leti, ko postajamo starejši, je lahko bistveno bolj komplicirano kot pa v mladih letih. Tako, seveda. In tudi invalidnost je večinoma višja kot pri mlajših. V bistvu, na kar želim opozoriti gledalke in gledalce, je, da je lahko eno zdravljenje nekega zloma, ki se nam morda zdi nedolžen, dolgotrajno. Ja, seveda. Lahko tudi, bom rekel, sploh pri starostnikih, kot smo bili, pusti trajno hudo okvaro kvalitete življenja, lahko postane nepokreten, lahko ostane vezan na voziček, oziroma vsaj neka slabša pokretnost in mobilnost ostane. Sicer pa vsem generacijam svetujemo, da bodo čim previdnejši. Vsekakor. Je še morda kakšna nenavadna nesreča ali pa česar recimo nismo vajeni? Dosti je takih anekdotičnih, bom rekel, poškodb. Zdaj trenutno se ravno ne spomnim nobene, ampak je kar nekaj. Ker specialist kirurgije in specialist traumatolog, traumatologija pomeni, da to niso poškodbe, ki bi bile nekako vsakodnevne. Tako, ja, to so, pravim, zdravljenje zlomov, zdravljenje poškodb, se pravi vezi v sklepih, tetiv, tak, vsega po malem. In to je običajna zima? Ja. Ja. Boste rekli, da smo preveč neprevidni? Pa moramo... Prepozno se ugotovimo, da sneg drsi, po domače povedano. Se pravi, vsem se dopade sneg, gremo ven, lepo je, ampak sneg prinaša svoje nevarnosti. Se pravi, drsi, pojavi se led, možnost padca tudi, kakšna podhladitev je lahko tudi pridružena, sploh če nek oseba, ki živi sama, pade v dvorišču ali pa nekje v okolju, kjer ni drugih oseb, je to lahko hudo nevarno. V bistvu sem želel napeljati na to, kar ste čisto v začetku rekli, da imamo ljudje svoje navade. Po neki inerciji gremo pač po poti, ki jo poznamo, ne glede na to, če je trenutno malce bolj nevarna kot sicer.
in da je to treba upoštevati. Tako, to vsekakor treba upoštevati. Neka opravila, katera res niso nujna, lahko prestavimo na dan, dva pozneje, ko je cesta očiščena, ko so pločniki čisti, varni in je tudi potem manjša nevarnost neke poškodbe. Arpad Norčič, doktor medicine, želiva čim manj poškodb in čim več prijetnega druženja in pač igranja na snegu in snegom. Enako, ja, hvala lepa. Hvala vam. Ja. Murska Sobota je deležna prave zimske kulise. Mesto in njegovo okolico je prekrila snežna odeja, ki je po podatkih vremenoslovcev debela približno 15 cm. Polja okoli mesta so se spremenila v enotno belo ravnico, drevesa ob cestah pa so dobila snežno preobleko. Zimska idila je bila posebej izrazita v jutranjih urah, ko je bilo mesto še tišje kot običajno. Po navedbah portala Meteoinfo je včerajšnjo sneženje v več delih države, tudi v Pomurju, prineslo največ snega v nižinah po letu 2018. V nadaljevanju programa boste lahko spremljali izbor iz pogovornih oddaj Med nama. Oddaje so bile del osvežitve programa in so zaživele minulo jesen. Vabimo, da si ogledate izbor. Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri večinoma jasno, zelo mrzlim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo od -16 do -10, v mraziščih okoli -20 stopinj. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili -4, v Krajinskem parku Goričko pa -2 stopinji Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zelo mrzlim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo od -16 do -10, v mraziščih okoli -20, na Primorskem od -8 do -4, najvišje dnevne od -4 do 0, na Primorskem okoli 4 stopinje Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti -15, v Mariboru -10 in na Ptuju -16 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa v Murski Soboti -2, v Mariboru 1, na Ptuju pa -1 stopinja Celzija. V petek zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo, možna bo poledica. V noči na soboto se bodo pojavljale plohe, lahko tudi snežne. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med -13 in -3, čez dan pa med -3 in 1 stopinjo Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in srečno do prihodnjič.